Na fotografiji sta moja dva brata. Ime, priimek? Škof Ivan in Škof Martin. Slikano je bilo v Italiji, v Bari. Na sebi imata angleško uniformo, sivo-zelenkaste barve. Iste barve, kot so imeli angleški vojaki in oficirji. Tako smo mi imeli. Ja, ampak kad so bili to oni v Bariju, kaj, v taborišču ali kje so bili? Ne, mi nismo bili v taborišču, mi smo bili, Angleži so nas tam pripeljali in so za nas skrbeli. Za hrano, vse, nam je bilo zelo lepo, imeli smo čokolade, bombone, vse in smo se sproščeno igrali in uživali, tako da nismo, Angleži so za nas skrbeli. Mislili pod njihovi, kako bi patronatom, ne, kako bi človek rekel. To je bilo leta 45? 45, od leta 44 do 45. Leta 45, ko je bila konc vojne 9. maja, smo pa domov prišli. V teh uniformah smo pol tem domov prišli. Tudi vi ste bili v takšni? Jaz sem bila isto take uniforme, se dobro spominjam. Uniform, ki jaz sem bila mečkina, samo ne vem, to je verjetno kakšen novinar angleški fotografiral, ne vem zakaj, pa mene ni bilo zraven. In potem je moj brat Ivan, potem so dali to fotografijo o moji mami in moja mama je to domov prinesla in je dala Ivanu, bratu, in je on, potem sem jaz se spomnila, da to fotografijo in sem prosila Vlatko, njegovo ženo, in je ona to dala meni to fotografijo in je sestra Brigita mi je to pol naštimala, da so to povečali. A ne, sestra Brigita, pa ste pa vi to ukrepali. Super. A so vas tudi postrigli tako na kratko? Ja, čist na fanta. Na fanta? Na fanta, ki je oče rekel, čigav je pa ta mali, ko je nas je videl v uniformi, vse tri, sem bila hlačni kostim angleški, čist na kratko postrižena in je rekel, či je pa ta mali, mislim, pa pravi mama, joj, kaj ne poznaš to naša Zinka? Pa me pa se spomnim, da me je dvignil, pa objel, da se tako spomnim živo. Srečali smo se, mi smo šli z avtobusne postaje iz Suharja v Drgomljeva z domov, on je pa šel nekaj, mi smo se slučajno tam srečali, ker nismo, takrat on ni vedel, da bomo mi prišli, kdaj bomo, ne, vedel je, da bomo. In smo se srečali na poti in jaz se spomnim, ker me je primil, me je dvignil, je rekel, to si ti moja Zinka. Je oče rekel. A čevljev pa ni bilo? To se pa ne spomnim za čevlje. A nimajo čevlje? Ne vem, ne spomnim se, da smo kakšne čevlje imeli. Na slikih niso, bosi, ne bo še bilo vroče. Najbrž smo bili bosi, ja, ker je to maj mesec. Ja. Takrat so skozi stroci bosi, še na pašo smo bosi hodili v hosto. Mi smo vsi bosi hodili. Pa ne vem, kaj to piha nekaj, neka cevka, nekaj imajo v ustih. Kaj imajo to v ustih? A piščalke. Piščalke. Piščalke, to so jim pa dali Angleži, obema. Podarili so jim, to so vedno, so jim dali, njihova lastnina je bila to, oziroma lastnina. To so jim podarili tele piščalke in so oni to igrali na te piščalke, brata oba. In to smo tudi domov pol prinesli, ne vem, kako se je to zgodilo. Te piščalke so oni dali nam, njim dvema, ne. Se pravi, špilali so? Ja, špilali so. A ste kaj peli tudi? Jaz sem imela, to smo imeli vsak večer meeting, ne? In smo peli, se spomnim, mrak je bil, tam je bilo polno ljudi in jaz sem pela na sred, veste, kako je bilo to ljudi v dvorani, ne? In jaz pridem na oder in sem zapela v Hitlerov pesem in se na pamet jo znam. A bi jo lahko vedeli? Ja, bom, ni problem. No in potem nič se nisem strašila, jaz sem lepo kar pela. No in potem je ta angleška novinarka mi rekla, če znam to pesem na pamet, sem nekaj, da vem, sem nekaj, a vam jo zapojem ali zadeklamiram, mi je rekla, kar zadeklamirajte. In sem jim povedala tole pesemco, a vam tudi povem. Ja, zelo bi bil vesel. Kar deklamirala bom, ne? Seveda. Ko je Adolf Hitler še napise pleskal, moj srga je po prazni glavi treskal. Adolf, Adolf, s tabo ne bo nič. Adolf, Adolf, vzel te bo hudič. Bravo, super. In kakšna reakcija takrat? Ploskali so, tako ploskali. Spomnim se glavic, pa mraka, neka dvorana, ne. In veliko ljudi se spomnim, ampak jaz sem lepo kar pela. Ne samo to,
In tudi, ki so bili razni mitingi, vedno sem s okoljskim domom Metliki sem jaz nastopala in pela. In potem se spomnim, ker sem jaz šla z očetom včasih v Metliko, pa so vsi rekli, a to ta mala, ki tako lepo poje. Sem bila kar korajsna za punčko 7-6 let, ne, nisem se bala. Ne vem. In med vojno, dokler nismo šli v Italijo, so tudi imeli mitinge partizanske, tam kar pod kakšni kozovci po podi. Sem vedno pela in potem se spomnim, da so še eno punčko pa meni odredili, da eno pesem zapojem partizansko in ona kar pobegla iz odra. Jaz pa ne, jaz sem pa kar pela sama.